ok, če si fur želiš otroka, ne? Raje imaš otroka z nekom, v katerega nisi zaljubljen in imaš otroka, ali ga sploh nimaš, če ne najdeš to prave osebe. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj v najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni. Danes je z nami Peter Funa, ki je lastnik in ustanovitelj podjetja Eureka ADV v Izoli. Ma da bi te danes prvič videli, srečali, ma delamo skupaj. Pa ja, že nekaj časa, se ne dosti. Ja, samo Eureka, zakaj ADV? Advertising in ker Eureka že obstaja. Aha, In nimaš... Eureka ADV. No, lik na hitro, kdo je ta tip, kaj je ta tip, pri njemu mi delamo naše majce, tako da zato danes tukaj z nami. Ker, kaj to pomeni? Majce so od zunaj. Lahko prednaročila daste in pol bojo bile majice od zunaj. Tako da spletna stran, link spodaj v opisu, vsi štekaš, dober dan majice. Najprej čakaj, pohvala gostu, vsem gostom, ki pridejo na podcast, prineste darila. Če ne prineste darila, niste zaželjeni. Vsakemu prinesu eno šalčko. It's okay to be different. Ja, mi vedno začnemo z našo škatlo vprašanj. Da malo razbijemo led med gostom, ne, da se počuti nelagodno, tako bo... Da se počuti še bolj nelagodno. Še bolj, ja. Tako da tu notri so vprašanja od kaj je smisel življenja, do kakšno sadje bi si da urit. Lahko vlečeš, kar povlečeš. Okay. Me je upozorila hči, da moram paziti, kaj bom povlekel. Šadal čerke od Petra. Lisa in Kaja. Šadal Lisa in Kaja, kje ste Lisa in Kaja? Torej, preberi. Za koliko denarja bi si odrezal mezinček na nogi? Za koliko denarja? Realna cifra. Pismo, ne, jaz ne vem, če je denar, da bi si mezinček odrezal. Jaz bi si ga odrezal za mezinca. Jaz bi si ga odrezal za 100,000 evrov. Realno? Ja, za 100,000 evrov, realno. Ja, realno, mezinček, mnogi. Prst vmes bi mogoče mezinček zadnji, veš. In kam je veze, se je leko mičken. Vse je na koncu. Rajčil na koncu ko vmes. Ne bom rekel za milijonki, to je res pre... Če mi da nekdo zdaj 100 jurjev tle, rečem, evo na, cakite. In za konca življenja nimaš več mezinca. Okay. 100, ni 100 malo preveč, daj bodi realen. 50,000. Ne, jaz bi za 100. 100? Ja. Koliko bi šel do? Ma ne, jaz ne bi za tako malo. Ne. Ma mezinco noge, ala šu, jih imaš še 9. Ne, mezinco nima še 9. Tako stvar za manj kot milijon. Za en mezinček. Ne. Pismo je vseeno prst na nogi, ne no. Pa pretiravaš. Ko ni TikTok, ki sem videl, za koliko denar je bil udaril otroka. Kao za milijon. Ma ne, ajde, dej bi ga za 100. Ajde, ne, dej bi ga za 50,000. Ajde, dej za 10. Ma ne, dej samo, da ga udarim. Nema mezinco nogi, si to ni pomemben del noge. Pa je. Kako ti niso več čevlji prav? Kaj da ne? Vedno imaš lahko japonke obute. Kaj misliš, da je ful pomemben pri obliki na koncu? Ne, palec je pomemben. Če ostaneš brez palca, za stabilnost je ful pomemben, pa mezinec po moje ne. Se skoraj ne dotikaš. Veš, še palec je unikol kot tvoja noga dolga. To moram... Mogoče kdo drug je več znal. Jaz ne vem, če bi si rezal prsno. Ampak da ti ga nekdo odseka in da ne boli. Tak, samo ga ni. Hop. Eni si ga zaston po nesreči, tako da. Mislim, rač tega odrežen plača. Eni ostanejo brez noge, pa ne dobijo nič. Pa dobro, zdaj, ti si me vprašal, za koliko denarja bi, ne zdaj za nič, no. Za koliko, dej. Cifra. Ne, dej, lep, izpod pol milijona manj ne dam. Pol milijona, pol? Ja. Pol milijončka za uni mezinček tvoj. Preveč se ceniš. Na levi nogi. Na levi, dobro. Ne, na desni dobro. Jurček, kaj si delal ta teden? Ena stvar, ki mi zdaj ostala spomeniti, da sem v prvi sparing na boksu. Ko je šlo? Prvo sem šel z dvemi, ki so bili manjši od mene in lažji od mene, tako da je bilo enostavno. Prvo sem dobil enega, ki je bil manjši od mene in lažji od mene, ampak je treniral že 8 let. Tako da sem dobil na koncu eno lepo. Naredilo tako malo krk in ptički so se vrteli okoli. Tako da... Si malo za blackoutnu? Ne, blackoutnu nisem, sem pa opazil na zanimivo stvar pri sparingu. Prvi sparing sem šel in te prime adrenalin, ne? Čakaj, kaj pomeni sparing? Sparing je, da se pač stepeš, kot bi se... Ok, da imaš enega... Da je kontakt, ja, da pač greš all-in. Mislim, ne greš lih all-in, ampak tako. Pri treningu košarke je na koncu, veš, še igraš tekmo, predtem samo dribling in vaj in tako, pri boksu malo, veš, vrečo in pol pa greš dejansko v ring. Okay. In to je sparing. To je sparing. In... Si jih fasov skoraj.
Tudi dal sem jih, ampak Ampak jih je na koncu sem dobil. tudi fasal, ja. Vse to je življenje, ne? Daš in dobiš. Daš in dobiš. No, in kar je zanimivo, da na začetku sparinga se ti ful zviša adrenalin. Pač dejansko si fokusiran samo na eno stvar in ne spomniš se nič. Če se ne spomnim nič od prvih 2 fajtov. In spomnim se samo enega udarca na koncu, ki sem ga dobil v 3. šele sparingu. Ne veš nič, kaj je bilo, kako je bilo nič. Isto tako je šel z mano, je rekel, jaz se spomnim samo, ko smo si dali roko in ko si me pol boksal v telo. Je rekel, to spomnik je rekel, da je skoraj nehal, ki nima Ker več si sape. pač močen. Ja, drugače res pa močen sem res. Pač marga si, Jure. Močen sem. Rar. Ne, ampak nimam pa tehnike tako dobre. Dobra, dej, Matej, dajmo biti realni. Močen si, Jure. Močen sem, ja. Koliko časa treninga si prišel do sparinga? Približno pol leta. Pol leta, ja. Nekaj jaz sem slišal, da sem enega frenda tudi, ki je boksal, je rekel, da po enem letu treninga je rekel trener, jaz bi rad boksal, ne? Ne, pridi. Ja. Je dal na oder, ni zdržal niti prvo rundo. Res. Ni zmogel držati roke gor, je rekel, ne, konc. Roke Malo gor ne treniraj, moreš držati. boš potem šel v fight. Zanimivo. Ja, čisto drugo, ne? Ne, primete je dejansko drugače, ker te prime adrenalin in pol, ko mi je popustil adrenalin, jaz sem šel tako prvo rundo, celo rundo z tem prvim, pol še eno celo rundo, takoj z drugim in te drugi postane telo težko, ko popusti adrenalin, ne vem, čutiš neko težo na sebi, ful zanimiv občutek je bil. Kaj pa si študiral, kaj na tehniko, kaj boš, kako boš? Ali... Fokusiral sem to, da imam roke gor. To sem imel cel čas roke gor, to mi je uspelo, tehniko pa ne vem, ne spomnim se. Pač edino uppercutov se spomnim, ne, ko sem delal onemu. In isto sem se z onim drugim zapel tako, pol pa na koncu taki me je zadev ful dobro, je pa v bistvu sem jaz ga stisnil v kot in sem ga udaril, on se je sklonil in me je skrošejem od spodaj, sem tako pak. Tako me je lepo zadev, res. In pol sem šel, samo tako me je odbilo nazaj in tako veš vrati naredilo, je naredilo. In tako pol sem bil na malo, tako sem šel, ki narediš, wow, hop. In pol sem ga čutil še na 2 ure, pol to udarec. Mislim, čutiš notri, ne, ko te nekdo vseka itak. Ne. Dobro. Ampak ja, je bilo pač ful lušno. Zanimiv občutek. Tako je dobiti dejansko bombo v faco. No, Jure, po sparingu si zelo utrujen, ne, ker se telo zmuči, vse teče iz tebe. Ja, ma ne samo telo, cel si utrujen, tudi možgani se ti utrudijo, ne? Ja, če te nekdo boksa v glavo, no, stop, verjamem. Ja. Je pa ful hvala še enkrat, ne, Magneziju Diasporal, ki je prišel do nas. V enem podcastu smo govorili o magneziju in so rekli, člani, vi ne veste, kaj je magnezij, pravite naš magnezij. Legit, bolan fucking magnezij, stari, ta magnezij je krut, tako da če rabi kdo magnezij, Diasporal magnezij, dober magnezij. Vzel sem produkt Extra 400, ki ima dejansko malo večjo vsebino magnezija, torej magnezijevega citrata. Lahko vam prije prav po treningih ali pa tudi po prekrokani noči, tako da na zdravje. Jaz imam rajše une take mikene v prahcu, ki si strešeš v usta in požreš, ono mi je samo bolj priročno in predam v sebe. Te kozarce dobro imajo dosti, pa stankaš veš bolj počasi, ono jaz ruknem, cak, ful super, tako da te v prašku priporočam bolj. Kaj praviš? Je dober? Dober je. Dobre, ne? Ponovadi magnezij so ono, Ker čutiš tak- neki ti Ja. zobmi, ko namivka. No. Ta se lepo Ta je pa dober, raztopi, ful ta je pa, hitro. ne vem, če imaš še kakšne okuse notri, ima, dober je. Moj teden, ta teden je bil pester. V ponedeljek sem snemal video spot za Drilla, sem bil notri v spotu, tako da čeknite na spotu Drilla, ko pride, boste videli Remaničo not, bilo je ful zabavno. Potem smo šli malo na vdih v pored z mojo pupo, je bilo ful lepo. Pazi to. Račem jaz carbonaro, sem je ful jedla carbonara. Račem carbonara 8 evrov. Dobro, cena normalna, ne. No, čem je s Coca-Cola? Najprej on meni da neko fake Coca-Cola. Coca-Cola 4,5 €. 2 kole draže kot carbonara. Fucking Hrvati. Na tek, da ni večji. To smrt, lepo prosim. Smrt čemu? Dej, smrt tem cenam, kaj so Ja, puknjeni. smrt cenam. Vija. In pol smo bili pol v Italiji, sem bil v živalskem vrtu, sem peljal pupo, bilo ful lepo, smo bili na puščeni plaži. Spet, pica, 8 evrov, tako, normalna pica, nič drago. Coca-Cola, 5,5 €. Kaj ste vi nori? 2 kole, draže kot pica. Recimo Aperol je 4 € v Italiji, tako nek takega. No, tle je bila kola 5,5 €. To, Dobro, sorry. sorry ti, kako je luksuzna dobrina. Ne moš Pepsi pit? Ja.
Pepsi je cenejši. Pi vodo, kaj se hvališ? Kaj? Ne, meni je Coca-Cola, meni je super cola. No, cene mi niso super. To te cene je smrt. To drag šport je hoditi ven, tako rečemo. Ja, ne vem, če si šel v živalski vrt, pomeni, da imaš nekaj pod palcem. Smo se zmenili. Ja, smo se zmenili. Punca plača živalski vrt, jaz kosilo mona, a sem ga jaz več nafukal kona. Stari moj, s temi cenami. Ti si aha, okej. Dobro. Ne, se lepo. Baš, da se imeli fajn. In kakšno živali si kaj videl? Pa fora bila, da sem bil v tem živalskem vrtu že večkrat. In ni bilo nič posebnega meni. Je bilo pa ful zabavno, ki si lahko hranil koze. Tako da smo hranili koze. To lahko tudi v Ljubljani, se mi zdi. Raz? Ja. Tako da to je bilo zabavno. Drugega, smo videli flamingote in zraven flamingote so bili eni ptiči, ne vem kašni, ampak so bili celi rdeči. Veš, kakšen je kiwi, ptič kiwi. No tak, majhna žoga z dolgim kljunom, tipo struktura kivija, rdeč, živo Ne, kiwi je velik. To je kugla, taka kugla je. Ja, Kaj pa je uni, ki je ful mičkan, kako je že? Vrabček? Ne, uni, ki tako, ki nektar. Kaj je že? Kolibri. Kolibri. Ja, ptiček. To se spomnim, zato ker imamo Tomaso motoren. Je kolibri. Ki leti ko metulj. Ja, res je tak. Tu je ful hitro, bogomolkega čakajo, bogomolke ubijajo kolibri. Ja, nehaj. Ja. Bogomolka ga čaka na cvetu in ga samo čovka, ga poje, kolibrija, pač bizarno. Ja. Pol sem šel gledati Oppenheimer in Barbie, dobra filma. Ki povabiš? Ti si bil na pršutku z enim kolegom in vinčkal okoli, tako da lepo prosim, ti po trstku in tako svojimi tipi, prosim Jure. Ti povej mi, kakšen je bil ta Barbie? Ker moje hčerke sta bile na Barbie, ena pravi, da je bil za nič, druga pravi, da je bilo dobro. Tako je, za pogledat, Okay. za pogledat, moram reči kreativen ful dober film glede kreative. Meni je všeč, ko je tako cel kreativni paket, veš, čigav je film, ko je film, vse fore so znotraj filma, vse finese, izpada film je Barbie. Ti pravim, kreativno, ful dober, produkcijo, ful dober, vse šle zgraditi, vse je bil set narejen, nič ni bilo tipo CGI, vse je bilo praktično, to je bilo meni hudo. Ja, da je bil pravi set, ja. 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 In zaradi tega ful ceni film, ful dober, kreativen, je pa tako film od punce narejen za punce. Okay. O puncah za punce. In tako, če si punca, boš ful bolj ceno šel s punco, nje bil ful bolj všeč ko meni. Meni je bil tako, zabaven film za pogledat. Cool film, cenim, kar je bil film, ampak... Moška družba ne v ta film. Ma ne, tako, veš, ti pravim, je film se poznal od punce za punce. To je film za punce, da punce relatajo, da one se najdejo tam za punce. Okay. Mi je pa manjkala malo zgodba. Je za pogledat, no. Jaz ga nisem šel gledati, tako da... Ženo? Ja. Kiro, odvisno Kiro, ono mlajšo ali starejšo ženo. Ja. Mislim, zdaj, Ja. kaj misliš, kakšno ženo pa zdaj jaz? Kaj imam? Ne, če imaš dve, sem mislil, zato. Ne, ženo. Ženo. Žena. The main chick. Ja, Ona, official, z tak, njo je gre tle- ven, veš, Tisto ime tle zadaj, veš? Aha, okay. Je za pogledat. Meni je bil Oppenheimer bolj všeč. Je to od moških za moške. Ne, samo zato, ker je bil pač tako, je bila zgodba notri, ki Kje je ni to bilo- Oppenheimer? O tipu, ki je naredil atomsko bombo. To mi je pa sodelovka razlagala, ja? Ta je bil hud film, lepo so ga naredili, lepo prikazali, nisem poznal nekih zgodbe o temu, tako da zveš, kaj je bilo v zadaj. Ful pameten tip. Kar mi je bilo najbolj zanimivo pri tem tipu videti, tip je pač izumil atomsko bombo, ali bolj kot to je pač... Kaj? On je izumil atomsko bombo. Pač fora je to, lik to, da on je odkril, kaj se da narediti, kako se narediti in pol je on v bistvu sestavil ekipo znanstvenikov, fizikov, vseh, da so oni to pol naredili. On zareč je bil direktor te ekipe, on je bil kapetan, ki je to vse pol združil. Čakaj, meni to zaradi Einsteina. Ja, pač Einstein je odkril eno teorijo, Ja. na katerem so vsi odkrivali teorije in pol MC squared, ali kaj je že? temu je pol klopnilo očaki. Če lahko to, je pol očitno tudi to. In pol so Torej on je odkrili to uporabil stvar znanje od razvijati. Einsteina, da... Ja, vsi uporabljajo od vseh znanje, no, ampak Einstein je bil ta zareč, ki je to odprl, ampak Einstein je tudi vedel, kaj je naredil, kaj je odprl in zato se je odmaknil od vsega in ni hotel to več tikati, ker je vedel, do kam se lahko pripelje. Vsi vemo, to je pripeljalo sem. Ful dober film, Barbie mi je manjkalo malo te zgodbe. To. Tako filmsko, kreativno, jako ful, režijsko, hudo, zgodba, pa dobro. Need some work. Pa dobro. Mislim,
Je v redu, je za pogled. Je tako, je za Torej, pogled. tega drugega bom mogoče šel gledati. Ja, Barbie. ful je dolg, 3 ure dolg. Ja. To sem tudi slišal. Ampak je cool, veš, je dober narejen pacing, tako se ti ne vleče, je To je cool. tako kot Schindler's List, ko sem videl reklamo, mi je bil brez veze. Ko sem ga šel Schindler's gledat, List je zanimiv. Ampak ko si ga gledal, je ti, pa ti teče, potegne. ja. Ja. In v glavnem, fantje, še to prej gremo na te Peter, ne mi vedno malo predebatiramo, kaj se je zgodilo ta teden. Ste čuli, da so potrdili, da vesoljci obstajajo? Kje ste to zdaj slišali? So imeli zaslišanje pred ameriškim senatom. Kaj, vesolca? Ja, ne, eni bivši iz Mornarice in tam visoki v vladi, bla, 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 so delali na teh projektih z NLP-ji, z vesoljci. In zdaj so razkrili, da je vse to res. So imeli zaslišanje pred senatom, so ga vprašali, ali pač UFO z NLP in to so se razbili že na zemlji. Je rekel, ja, so se, predvsem je priznal, ja, so se. In so rekli, ok, to je nekdo vozil. Ja, je. In ta stvar ni bila biološkega, človeškega, ni bil to človek. Ne, ni bil. Je bilo nekaj drugega, ja, bilo je nekaj drugega in ne iz našega sveta. Potrdil je pred vsemi, vesoljci obstajajo. Čakaj, dejansko je to zdaj potrjeno. Ja, rekel je, ja. Da bomo videli, obstajajo. kakšne dokaze in tako. Ja, pa je zdaj počasi, vse prihaja ven. Jaz tem Američanov ne verjamem. Ma jaz pa verjamem, veš, da jaz sem itak odvedno verjel, da obstajajo živa Nekaj mora bitja biti. izven našega. Jaz tudi mislim, da neki mora biti, samo pismo ne more. Zdaj nekdo pride pa reče, da je, zdaj je pred senatom rekel, zdaj pa je res. Pa to že 50 let govorijo. Zakaj prej noben ni verjel? Zdaj spet prihaja neki ven, neke varke, da to je plan, kot ga je imel že Reagan, nek Blue Project ali neki ste čuli? Ne, nekaj takega v glavnem, da bi pofejkali napad vesoljcev, da se cel svet združi, ker tako sklepajo, da bomo vsi stopili kot eni in tako se bo To naredila mislim, da ena vlada. nobenemu ni želje, da se to naredi. V glavnem to je zdaj, pa je plan, eni špekulirajo. Zdaj, Kako ki so bojo dali ven pol vesoljce. vojne? Spet neka nova fora. Ne vem, mogoče tako dosežemo zdaj mir na zemlji. Ne, to nima noben interesa. Misliš, da ne? Je bilo pa zabavno Noben. videti odziv na TikToku, kako so vsi bili, ok, vesoljci obstajajo, koga boli, ko moram plačati jutri najemnino, moram iti jesti, moram iti piti, moram iti delati, pač kaj me briga. Dobro, če res tako da- obstajajo, glih boli, me glih ne boli, če res obstajajo. Ja, moraš pogledati tudi, kakšne modele boš imel za majice. boš prodal naprej, ne? Zdaj ti lahko Kaj, če imajo štiri razširiš roke? biznis. To je lahko biznis. Kaj, če zdaj, ima ne? veliko glavo, moraš le ful širšo za glavo dati not roknjo, ne? Čakaj zdaj. Ali pa srajce, da nosijo. Da Kaj ne pa rabiš mi, čez kaj, glavo. ne rabimo novo stran v drugem jeziku? Na koncu sploh nimajo glasov. Pa jaz tudi to, je prišel ven en članek, spet so razkrili te iz Area 51, dokument PDF, ker so baje secirali vesoljca in baje, da nima luknje za kakati in lulat, ampak on skozi svoje pore to izloči. Nima ust, ima neko luknjo, da to gre notri, razgradi in pol to spusti in je tako po amoniji, pol vse smrdi, zato ker izloča vse te grde snovi ven. Ti to verjameš, res? Ja, mislim, kaj da veš, jaz sem slikal v ladjo, vesoljsko ladjo sem jaz ujel. En večer sem bil zunaj, ki so bile strele in sem jo ujel. Sem slikal. Res je neki slikal, to mi je Ja. kazal video. Ti bom Okej, pokazal. dobro. Pač neki je od zunaj. Jaz bom verjel, ko bom videl. No. Ko bo prišel in bo rekel, jaz rabim 100 majic za mojo raso. Kaj če je on vesolec, pa pripričuje, da jih ni? Peter. Si misliš, da je tako samo dva jezika? On. Če imaš še kaj drugo dvojno, več pazi. Zato ima dve žene. Ne, no. Žena ponavadi ne gleda podcasta, zdaj ga bo. No, zdaj bo. Halo, pazi zdaj. Je dve hčerke, dve žene. Ja, potem nista dveh čerki, pa lahko še kaj več. Ja. V glavnem, baje vesoljci obstajajo, no zdaj so razkrili. Prvo bomo samo ugotovili, po mojem, da živijo že dosti časa med nami. Samo veš, kaj mi je zanimivo, da samo Američani odkrivate vesoljce, ne drugi. Ma ni res, po mojem, veš to. So dejansko dali tako mapo UFO sightings, kje so videli UFO-je, Amerika 90%, drugi 10%, tu pa tanki po svetu. Mislim, To je meni zdaj malo malo. tako, ne, ko pomisliš. Čeprav veš, tudi tam Area 51 je tu, mislim, kaj zdaj to pomeni, veš, UFO sighting je pa samo neznani teči predmet, lahko je tudi balon. In nekdo prijavi, da je videl balon in pač, veš, Ja, kaj pa vse une lučke, ki imaš to enem video, lučku v zraku. je eno je lahko tudi oni Elon Muskovni Starlight, ali kaj že ono. In kaj pa pred 30 leti?
Ne vem, verjetno je sigurno kakšen neznani teči prednji, pa nujno, da so bili vsi. No. Meni je bilo povedno čudno, zakaj so razkrili, da Area 51 je tam, kjer je in zakaj tam delajo to, kar delajo. Že to je bilo meni čudno. Ne razkriješ, da mi tle mogoče imamo vesoljce, mogoče neki z vesoljci, ne smeš priti sem, ker tukaj imamo top secret, neki delamo. Pač, če top secret je top secret, tako da že tle je malo neki šmardi. Kaj se že ne verjameš več? Ne verjamem v ta sistem, kaj zdaj skrivajo, povedte, pač daj povejo, kaj skrivajo, kaj To tudi skrivajo. mene moti. Če imaš za skrive, je top secret. Pravim, vemo, Kaj da je Area govoriš? 51 in baje so not vesoljci in oni so, pa mogoče imamo, ne povemo kaj not, pa dobro, povej kaj not. Peter, čem se ti ukvarjaš, da malo bolj spoznam tebe? Zdaj trenutno se ukvarjam z podjetje, tako kot ste predstavili, Eureka ADV, za izdelavo marketinških materialov. Okay. Marketinški materiali, To je. to je tak čuden izraz, ki mogoče kdo ne ve, kaj je. Delamo tisk na tekstil, majčke, dober dan. To imamo mi ušito notri, ne tisk. Ušito imajo Okej. tudi. Digitalni tisk, to pomeni tiskamo vse možne table, plakate, panoje, Dobro. delamo polepitve avtov. Mogoče bo en dan člani avto se vozil po obali. Ma ne veš kaj, ki pol, če narobe parkiraš, vsi ve, da je to tvoj avto. Veš kaj, tisti, ki ti bo dal kazen, že ve po registrski tablici, da je tvoj. Kaj če si tako pol bojo skenili radari, kakšen radar nas gleda, nas nima rad, nam bojo dali, samo kazen, ki nam bojo pač dali. To je, ko si slaven, pač riskiraš, ne gre drugače. Zdaj, mi to riskiramo, ne Jure. Ej, Jure, tako je. V glavnem, marketinški materiali od A do Ž, Plakati, nalepke, vse. tudi nalepke. Vedno skrbimo, da podjetja dobijo pri nas vse, kar rabijo, od začetka do konca. Čeprav meni drugi pravijo, ne, da Se moraš moraš specializirati, biti specializiran za eno. Ja, ampak če si specializiran samo za eno stvar v Sloveniji, težko preživiš na začetku, ker nimaš dovolj posla. Moraš imeti malo širše. Svoje stranke pač rabijo vse, zakaj jim ne ponuditi vse? Ponavadi je tako. V podjetju, ko se nekdo odloči, da rabi marketinške materiale, je fajn, da govori z eno osebo, ne z 10. Lej, to in to imam za narediti, naredi. Ja, priročno. Daš ponudbe in to je zagovarjam bolj kot tisto, da si specializiran za eno stvar. Enostavno jaz samo od grafičnega oblikovanja ne morem živeti. Nimamo dovolj posla, da jaz lahko futram celo podjetje. Tudi brivci so bili zobozdravniki, kri so ti lahko neki pretakali in še frizuro so ti delali in brili brado. Ampak tudi ta se je zdaj specializiral, da zobe ti rihta zobozdravnik. Mislim, si imel moškega, ki ti je to vse naredil, ne? Ja, tako da lahko se bo to še spremenilo. Ne? Mislim, se je nekateri delajo ločeno, ampak ja, vsak najde svoj način. Jaz zagovarjam to in v tej smeri delam, ker mi smo začeli kot z eno drugo dejavnostjo. Mi smo proizvajali marketinške en izdelek samo za tujino, samo za dirke. Kaj pa? To so reklamni panoji, podobno kot roll-up, blagovna znamka Easy Show System. Okay. EasyShowSystem.com je blagovna znamka, s katero smo mi začeli, to je aluminijast proizvod, kjer imamo kupci, vsi svetovni prvaki iz praktično vseh motošportov. Od Sebastian Loeba do v Speedwayu, pa NASCAR in tako naprej. Tle smo začeli. Ampak, ker to delamo samo spomladi in poleti, smo rabili nekaj za pozimi in jeseni. In smo rekli, če smo dobri za tujino, zakaj ne moramo tudi v Sloveniji delati? In tako smo začeli. Čakaj, ko si pa sploh se odločil, da bo šel v to branžo? Jaz sem imel tako dolgo podjetniško pot. Jaz sem bil najprej zaposlen in potem, ko sem leta 2008 da odpoved, sem šel privat in sem imel international, kako sem že imel? Kaj si pa delal? Consulting. Kaj si pa delal? Prej? Ja. Prej sem bil v Tomusu, jaz sem inženir strojništva in imam management brez diplome. Okay. No, Narejen na fakultetu, ma nimam še diplome, tako da to je ne bom niti imel. Vse ne rabiš. Ne, zdaj ne več. Money. In potem sem v glavnem začel prodajati svetovanje. Okay. To sem videl, da je prodajanje malo megle. Ne? Ja, itak da je. Čeprav takrat sem zagovarjal, da ni to megla, ma pol vidiš. No. Prvo moraš pripričati, da ni megla in pol moraš še svetovati. Ja, to je malo megla. Ja. In potem slučajno sem dobil eno stranko v Italiji, ker rabila malo, da ti meni pomagaj prodajati.
Okay. Ta izdelek, ki ga tudi mi tržimo, Easy Show. Je bil Italijan, ni znal angleško, pomaga mi ga prodajati. Sem pomagal prodajati, potem je rekel, pomaga mi tudi nabavljati materiale. Okay. Spet v tujini, ni bilo v Italiji. Spet sem imel nabavo in prodajo. In pol na koncu sem rekel, poslušaj, če ti nabavljam in prodajam, bom že proizvajal in ga imam jaz. Ti si vmes in halo. Samo pobira. Ja. In potem sem odkupil vse in sem enostavno začel. To je bilo leta 2011 ali 2012. 11 let. Tako da pred 11 leti smo s tem začeli in zdaj mogoče 4-5 let, ki se ukvarjamo še s čim drugim, kar ni Easy Show. Torej, to je v bistvu, kako zgleda ta produkt? Aluminijasti profili, Zgoraj in spodaj verjetno? nogi, prečno aluminijast profil, v tem aluminijastem profilu je natiskano platno. Potegneš ven, kot roll-up in ga potegneš navzdol. Pa je, niso to, kaj to obstaja samo ta ni full tega. Ta z izvlečnim sistemom, trenutno smo edini na tem. Ki eni izvlečeš od spodaj in od zgoraj, ali kaj to je? Tisti so roll-upi, ki niso profesionalne variante. Tisto je, Pride malo veter in odpihne. Naše, Kaj na vaše kavce zapiha veter, ne odpihne. ko se usede gor 130-kilski možakar na to prečko in se nič ne zgodi, jaz mislim, da ga tudi... To je narejeno tle za burjo. Ja, dobro, če je ko jadro, valjda ga odnese. Če ima svojo težo. Je težek. Jure, to je narejeno, veš, kot Jure, veš kaj, easyshowsystem.com, poglej, drugače pa pridi v Izolo Trgovska 3, si ga boš ogledal, lahko tudi kaj sestaviš, in ga bomo naredili, ga bomo dali tle od zadaj. Te boš drugič nam pokazal, ki ga imaš not. Ja. Ok, in kaj to je bila prva stvar, ki si se je lotil? To je bila prva stvar, ki sem se lotil in pol smo začeli počasi rasti. Ok, kako si dobival nove stranke? Kako si dobival stranke? Jaz dobil prvo stranko. Veš, se usedeš za računalnik, Google in začneš se spraševati, kdo je lahko moja stranka. In začneš potem iskati. Brskaš, malo surfaš, mail, poslal sem po moje 20,000 mailov, dobiš nekaj odgovorov, potem pa moraš začeti malo potovati. Ne? Greš na dirko, recimo to, ko smo za ta Easy Show System, si šel na dirko, tam si imel vse na kupu in si jih obiskal. In tako je nastalo. In ker je izdelek dober, vrhunski, ga je, ne vem, ker je tudi cena temu primerna, ne? Ni poceni. Prvi, ko ga je vzel, so ostali videli in sledilo. V Speedwayu, recimo, ko smo prišli v Speedway. Kaj je Speedway? Speedway, zdaj še to. Speedway, to je dirkanje, krožno dirkanje z motorji, ki nimajo zavor. Aha, kot kolesa. Po blatu? Ni po blatu. Ni po blatu. Ne, samo Giro, ne? Giro, ja. Samo v krogu. Ono meni zgleda zabavno. Tudi meni ni. Mislim, Ne, res, mi ni bil zanimiv. Voziš v krogu, gledaš kako v krogu in oni pač vrti vedno v isti smer. Ja, štirje so, Ja, 5 jih je. no, v glavnem. Lej, meni ni bilo zanimivo. Ma sem šel na prvo dirko. Meni so šle kocine po konci. Jaz sem peljal družino na Poljsko, v Varšavo, na dirko Speedwaya, svetovni pokal. Okay. Moje punce in žena so rekli, to je bil najboljši dopust. Lej, ne moreš verjeti. Speedway dirka, ne zdaj Krško, ker ima malo gledalcev. Ja. Tam je bilo 50,000 gledalcev, tudi mi smo bili vsi s poljskimi zastavami namazani, Olin, ja. rumeno, belo. Lej, ti povem, to je bilo tako doživetje, da wow. Okay. In kaj je bilo tako exciting? Ko ti 50,000 ljudi Vzdušje. zapoje himno in so vsi Poljaki tam notri in ko vidiš, kako v Varšavi živijo s tem, da ko greš na dirko, narediš 2 km peš, ker je celo mesto zaprto, moraš iti peš na dirkališče. Lej, Okay, zdaj mi gre okrog tega, ko se spomnim. V glavnem vrtijo se okoli in meče ta motor po strani. Tako, to imaš, ne vem, mislim, da je 16 dirke, najprej jih je 12, potem to so kvalifikacije. Vsak gre 4-krat. In pol tisti, ki zbere največ točk, grejo potem naprej v polfinale in finale. Okay. Zanimivo. Časa vse mi naredimo šport in tekmovanje. Lej. Sprej sem mislil, da je to po blatu dirko, ne vem zakaj. Speedway mi je bil brez veze na začetku, ko sem enkrat to doživel.
Ni brez veze. Ko si naredil biznis, najboljši šport ever. Ko je to super, pač bolano je bilo. No, brale, mi smo opremili vse dirkače, vseh 16. hudo. Zdaj žal so šli na nov sistem, zdaj so imeli zdaj imajo neke LED displeje v ozadju, zdaj so vse dali stran, tako da Ampak, okej. In pol? greš na nov šport. Zdaj smo v gorskem kolesarstvu najbolj. Aha. Mountain bike, svetovni pokal, ne vem, Giant, ekipa je naša, Rock Rider, Američani, ne? Francozi, Rock Rider. To si jih vse ti dobil? Ja. In ti pravim, ta business side pove, kje si ga zdaj ti uhvatil? Lej, to moraš biti ful potrpežljiv, moraš poskušati, dobiš zavrnitve. Če ti imaš tak vibe, da prideš zraven, se mi zdi. Si ono, čau, jaz sem z mogoče. Primorske. Ne vem, ne vem, kaj je. Glej, jaz ti povem, ustrajati moraš. Mene je recimo Ford, me je 5krat zavrnil. 5 sezon zaporedoma, ne, mi to ne rabimo. In eno sezono me kliče. Smo se odločili, da bi vzeli vaš sistem. Ekipa Ford za svetovno prvenstvo. Koliko jih prodaš na kosu to? 100? 200? Pa recimo Citroen, ko je še dirkal v Reli, oni so imeli 200 metrov ograj. 200 metrov. 200 metrov ograj, pa vsaka je imela 2 metra. Okay. To je bilo enega denarja. Hyundai tudi, ko so dirkali, Hyundai je imel, ne vem, to je bilo, pa Volkswagen tudi. Meni je to zanimivo, ko pomisliš, kaj je vse biznis. Oni pač tam dirkajo, vidiš neko reklamco. In to reklamo mogo nekdo narediti in nekomu je to biznis. To je lahko velik biznis. Ko si notri, žal je to precej, naš izdelek na srečo se trži, ker je dober in ker nimamo neke take enakovredne konkurence. Je alternativa, ampak daleč od tega, da bi bila kvalitetna, ja. Za srečo za enkrat, ne. Ok, to je tvoj core biznis, torej. Ja. Ok, in pol kaj, si videl, da ko so sezone, to gre? Ko pa ni sezona, to pomeni jesen, zima, takrat je bilo pa treba kaj drugega delati, ne. Takrat se povezal s člani. Če ne smo člani. takrat kvačkali, malo smo se pogovarjali, ampak to tega Ni, ne živiš od tega. Ne prenese. In pa smo začeli, ne, dajmo še malo v Sloveniji. Zdaj smo začeli najprej na obali, še vedno smo nekako obalo poskušamo, ker je konkurenca kar močna. Ja? Ja, konkurenca je močna in dobri so. Okay. Moramo biti iskreni, ne, niso nekateri social advisorji, je pa tudi res, da se ljudje, recimo naši kontakti so marketing, vse službe marketing. Se menjujejo ljudje. Recimo ti nisi notri nekje, pol pa se zamenja vodja marketinga, lahko imaš srečo, prijel zraven, lahko pa te vrže ven. No, daj povej način, kako si ti prišel, kako prideš do enega dela, no? Malo vodi čez korake. Kako ti prodaš? Imaš kakšne go to move, kako ti idej? Pa ni več nekega recepta. Najprej, prvi korak je, moraš vedeti, koga imaš na drugi strani, ne? Ali ženska ali moški. Okay. Drugačna motivacija je zadaj. Ne motivacija, drugačni pristopi. Zdaj, žensko prepričaš z drugimi stvarmi, moški rabi malo bolj tehnično, ne bo se tam neki, dobro ni zdaj, da se gliknemo ta neki spogledovati z ženskami, ne, mislim, ni to zdaj. plakat ne mislim to. Ampak žensko, ne vem, prideš na sestanek, prenešeš v pisarno kremšnite. Okay. Moški ne bo palil na to, ne. Ženska bo. Sej ne rabiš dosti. Taki pozornosti, malenkosti. Malenkosti. Prineseš veš, ne vem, ene čokolatine, hvala, ne, merci. In že vnaprej, ne? Hvala, ne, ki si zrihtala biznis. Potem se lahko zajemeš, pa reči, kaj rabiš, ne? Ne, to ni prvi move, počaki prvi move, počasi zdaj. Ma ne, čaki prvi move. Ja. Prvi move moraš najprej... Kaj, nekje cold call, ali pa mora priti nek inquiry. Če pride inquiry, skoraj že prodano. Ne, dobro, dosti je takih, ki pride, ko te sami pokličejo, ne, ker se širi dobra beseda, to je bistvo, ne, moraš paziti, da tvoj izdelek je dober, ne, da se širi. Mislim, na koncu dneva je to temelj vsakega biznisa, me je dober izdelek, a? Kako ste vi prišli do mene? Drila. Dobra beseda. Drila. Torej, moraš skrbeti, da stranke, s katerimi delaš, da govorijo dobro o tebi. To je najboljši. Naš Peter dela majice tudi Drilu. In smo vprašali Drila, čakaj, kje ti delaš majice? Pri članu, full član, pejte čekniti. In smo šli čekniti član in je full član in full kol majice. In zdaj imamo še mi. Tako da... Tako nekako. Fakt, man, evo. Evo, a čakaj, že ta dobra beseda. Jaz v El Toro, tu šaral El Toro, imamo člani burger,
kaj ti kaj dela, ste z Juratom zdaj delamo majice, dej mi rabimo tudi majice. Poznam enega ful dobrega člana. Dal kontakt in povej, kaj si zrihtal. Majice še ne. Ja, majice še ne, si pa... Smo pa polepili, naredili nov logo, zato ker smo rekli, El Toro, ste drugačni od prej. Ja, vse novo, vse drugačno. Ja, jaz, ko vas vidim, ste isti. Sem rekel, ne bi vi malo to spremenili. Dej predlagaj. In sem jim predlagal tako minimalno spremembo, da ni neka prehuda. In naredili nov logo, polepili vsa stekla, naredili nove cenike, tablo naredili na novo, zdaj sledi majčke. Še ne smem povedati, kaj vse nismo naredili, ker ko me bo slišal gazda, rekel, kje je, ki bi mogel že do petka kaj narediti, ma nisem. No, v glavnem dosti stvari in dobu zdaj biznise od biznisov samo zaradi dobre besede. Točno to. To je v to treba najbolj vlagati. Okay. Dobra beseda. Da ljudje dobro govorijo o tebi. Čeprav mogoče kakšno stvar narediš, mogoče za manj denarja, ampak da ostane, ta je pa mi naredil dobro. Ti malo tisto požreš, ampak to je investicija. Ki veš, kaj je tudi, sem lih videl eno objavo, ko ti nekoga tako predlagaš, izpadeš ti meni toliko zaupen, da, ne vem, zdaj te El Toro bo rekli, Rimanič je tako cool človek, on ima tako dobre ljudi okrog tega, okrog sebe in ti si eden od njih. Veš, da zdaj nekoga zaupam in ni dober, mene vidijo kot slabega, ne njega. To sem hotel povedati, ja. To je nevarno, ne? Svoj reputation. Ti, ko nekoga predlagaš, moraš biti prokleto prepričan, da je dober. Sej pol ti ne Če se zajebeš enkrat, potem ne dobiš več. In vidiš, ne, da si tako dober, da te ful ljudi non-stop predlaga, da jim ni žal, piš, da dober izdelek. Lej, se trudimo, ne? Ja, ampak včasih to ni dovolj, ne? To je en del. To je en del, absolutno. Generiranja lidov. Drugo je človeški odnos, ne? Ti z nekom lahko ne delaš posla, se moraš potruditi, da nekako, kot sem rekel, kremšnite so potem, ne? Ampak recimo, da ohranjaš odnos s kremšnite, verjetno, ne? Mal mogoče maili, kako je letos kaj rabite, ne rabimo, dobro. In ne odnehaš. Še vedno je treba, tudi če te je nekdo zavrnil, moraš poskušati nekako z njim še vedno imeti nek dober odnos, ne? To ne velja za ženske. Čakaj, zdaj to je pa... A res ne? Ja, po moje ne, če te zavrne, let it go. Ja, mislim, če te zavrne, si polako samo prijatelj, zakaj bi bil prijatelj, če hoče biti z njo nekaj več. Samo kakšne ženske te zavrnejo, zato ker je fajn, da se zavrnejo, ker čakaj, da priješ nazaj. Ja, ma kaj ni to, zdaj zajebali ste se. Ja, pri biznisi ženske ni enako, po mojem. Ženske so se pa zafrknile, če hočeš, da priješ enkrat, ja, ne si rekla ne, čau. In pa reči, ko ni dojel, da sem ga hotel. Čeprav ne vem, vidiš, to ker že pri ženski ni tako, ne? Veš, probaš pa počakaš pol leta, pa napišeš... Prav ti kakšni ženski, tako kakšno kremšnji, to okej. Ne, pač, vse prečekiraš čez pol leta, kako je, ne? Pa lahko se stvari raz spremenijo, ne? Ja, je res, ne? Ja. Lej. Lahko unga fanta ni več. Da? Ja, lahko je pa tisti trenutek imela zvečeren dejt z enim drugim, te zavrnila in zdaj, ni bil dober, lej. Pol pa follow-up maile. Follow-up. Ti si bil kot rezerva in si prišel noter. Veš, follow-up dick pic pošlješ, enkrat na leto. Še je tle. Samo veš kaj, moraš imeti seznam. Ja, na WhatsAppu, daš grupo, ne? WhatsApp grupo in napišeš, kje si mala, kako si, kje novega. Vsem. Ne, kje novega vprašaj, klicaj. Ja, ne to pazi, veš, da selektaš vsem isti mesec ali pa da ti naredi grupo in ta mesec. Ja, ono vse. To vse moraš paziti. Tako pa je 60 ženskam, da pošlješ tako in tako sporočilo. To bi bilo zanimivo. Ja, ma to je res pač ohranjanje svoje mreže, moraš. Glej, jaz preden sem začel delati to, kar delam, ko sem prodajal meglo, sem delal med drugim z vsemi možnimi državami na svetu. Jaz sem prodajal, urejo sem prodajal, kemične izdelke, hlodovino. Wow. Z Iranom sem delal. Z Iranom sem delal eno leto. 1 milijon evrov prometa z Iranom. Kaj ste prodajali? Otroke, orožje? Pa neke kemikalije. Zdaj bombe v glavnem. Ni bilo vse legalno, vse je šlo lepo preko slovenske carine, nič nelegalnega. Samo to je tak, ne, svet. Vsaka država je posebna. Ja, ti jo moraš iti spoznati, kot človeka moraš iti spoznati državo, kulturo, da ti znaš. Dela z njimi. Enako je podjetje. Ti moraš priti v podjetje, moraš spoznati podjetje, da veš, kako funkcionira. Aha, ta ima veze tam, ta direktor ima. Aha, da vidiš in potem je pristop. Ni pravila, ni recepta. Se moraš pa poglobiti. Zato, da boš ti poklical in mislil, da boš dobil posel za 10-20 tisoč evrov.
Pač truda moraš dati notri in časa, ne? Ja, dosti časa predvsem in potrpljenja. Okay. Masirat, no, masirat. Lej, si tudi vi niste začeli prodajati stvari čez noč. Je bilo potreba ustvariti ime, Spletno stran, spletno stran. narediti produkte. Majčke recimo se ne prodaš kar čez noč, ne? Treba nekaj časa jih promovirati, pripravljati. Po nas je še že obupali. Ne? Da si to je bilo, da sem na tebe Jaz sem šel gledat, mi smo rekli, naše majice bojo prišle lani februarja, smo obljubili, drugi teden pride ven, lani februarja. Si ti jo imaš? Ma se spomniš, smo jo naredili, ma je bila brezvezna. Ma ja, Ni bilo brenda. Ja, eno smo naredili, ma je bila tako, Kaj onega nekega... Slanamar. A je, nekaj ste imeli neko hobotnico. Neka lamar. Ja. V glavnem, brez repe, brez glave, Brez repe, brez zelja. brez korenčka, ja, v glavnem katastrof. No, ne, zdaj pa imamo, ne? Zdaj je zgodba zade, mora biti zgodba zade. Zgodbo je možeš tudi ustvariti, ne? Ti, ki si toliko v tem marketingu in to, vidiš, kaj naredi uspešno firmo? Tako. Kot smo zdaj mi pravili, ne imamo zgodbo za tem in zdaj mi verjamemo dejansko ta produkt, prvič dober produkt. Mora biti dober namen zadaj, po mojem. Pač kaj ti vidiš tako, ki si full temu marketingu? Veš kaj, dosti krat rečejo, da moraš biti prepričan, da je tvoj izdelek dober. Ja, pomagam, a po moje ni to dovolj, ne? Da ste vidva prepričana, da je dobro, če ni dobro, pač ni dobro. Ne? Trg mora to sprejeti. Mora biti dober. Vse zastojno. Če ni povpraševanja, ga moraš ustvariti. Kako se tega lotiš? Ja, vzameš ciglo, razbiješ šipo in napišeš gor, rabiš popravilo šipe. Tako nekako, ne? Okay. Zdaj, za majčko je malo težje, ne? Ja, strgaš majico s človeka dol in rečeš, rabiš majico? No. Ne, da vse to znate vi, ne vem. Narediš dogodek, gremo narediti dogodek z majčkami dober dan. Če nimate majčke dober dan, ni vstopa. Si ustvaril potrebo? Ali pa recimo za stojn drink. Mislim, ne? Ja, pa kupiš majico na vhodu. Evo biznis. Če nekdo pride k meni po majčke, če pride z majčko dober dan, ima popust. Kaj bi ti rekel? Boom biznis. Boom biznis, evo. Ustvariti ga je treba, ne? Ampak je različno B2B ali pa B2C. Torej, če prodajaš podjetjem ali če prodajaš končnim strankam, to ni isto. To je razlika kot dan in noč. Kaj pa? Pristop podjetjem moraš biti bolj uraden, je vse ponudba, popraševanje. Končnim strankam, ne vem, daš malo popusta, mu daš pod nos in mogoče bo vzel, ne? No, okej. Mislim, ponudiš popust pri na šanku, če priješ z majčko dober dan, imaš popust, ne? Ja. To ne moreš podjetju narediti, ko bo rekel, maja, boli mene. Jaz sem tle direktor marketinga, mene to ne zanima, ne? Si imel kakšno tako najslabšo izkušnjo s kakšno stranko, te kdo kaj zafukal ali kaj? Ja. Kaj bilo kaj takega, ki lahko deliš? Tako malo, da se pazijo naši mladi podjetniki in podjetnice. Pa... Neplačniki. Ja, to recimo, to sem hotel zdaj povedati, ja. Imam stranke v tujini, delaš z njimi redno, ne vem, 2krat na leto kaj naročijo, malo 3000 evrov, 2000 evrov, 4, prodajaš, ne? Imaš odlog plačila, kar je redna, nekaj let delajo, pa pride kar naenkrat, plačila ni. Počakaš en mesec, ok, me odlog 30 dni, čakaš en mesec, pol po 2 mesecih vprašaš ti, kako je, ja, zdaj bom. Pol vmes ti še nekaj naroči, in pol ti ostane odprto, ne vem, 5 urjev, in ko po 4 mesecih pošlješ pismo in mail in vprašaš, kaj zdaj, ne? Kdaj boš plačal, dobiš odgovor od odvetnika, da je podjetje v neko čudno, ne vem kaj, ni v prisilni poravnavi ali ne vem kaj, ampak nekaj čudnega. Pol te pokliče možakar, ti reče, ok, ti bom dal jurja, ostalo ti bom dal malo kasneje. Dobro, da mi jurja. Ti da tistega jurja, tisto malo kasneje ni bilo nikoli več, pride samo pismo od odvetnika, da je bankrupted. Tako da, in to je bilo samo, smo tudi dosti večje zneske. Skratka, tujina, ker se ne da, nemogoče je izterjati. Zato, ker če je manj kot 15 jurjev, nimaš kaj delati, ker odvetniki toliko vzamejo, da se te ne splača niti lotiti. Tako da tujina, avansi. Ok. Ja. Ti ne pomaga nič, pa že Slovenija. Slovenija dobro. Greš lepo na tisto e-sodišče, ti vzame 47 evrov taks,
In izvršba. v 3 tednih je izvršba izterjana. Tako da tukaj Slovenija ni problem. Ampak za tujino pol advance, no, da ti da. Advance. Žal, ker lahko dobiš pacienta, ki ni nič kriv, ker lahko samo tam prodajnik in pol podjetje zapre, mislim nabavnik, podjetje zapre in pol ti si lahko, mi smo tako bili, mislim, da je bil največji znesek, ki smo ga spuščali, bilo nekaj manj kot 60 000. To je že Ta je avto. bolela. To je že avto. Ta je bolela. Ta je To smo že, se pobirali dolgo let. ta je že dosti dela in vsega. Dobro, je tudi dosti prenesel ta posel, ampak ko ti ostanejo zadnje plačila neplačane, ti sem bil mal naiven, ne, ampak Ok, kaj pa najboljši biznis? najboljši. Ja, tale naš EasyShow sistem, ki smo ga prodajali, imamo eno stranko v Nemčiji, ja, mislim, da so že ne 3-krat po 20 000 evrov vrednosti vzeli. Tako, taki. Velik pride, ti reče, te niti ne vpraša za ponudbo. Ti reče, naredi mi toliko in toliko metrov. To je grafika, sprintaj. Lahko narediš v 3 tednih, Miško, zadnji naredim tudi v 2. Ok. Ja, samo se vedno se vedno vedno, ne, če imaš z eno stranko, ki je veš, ponovadi oni, ki vejo, ki hoče, so najmanj zahtevni in imajo denar. Oni, ki pa nimajo denar, največ zahtevni. Imaš odvisno. Lej. Nemčija, Skandinavija, ti pošlje popraševanje, daš ponudbo in ti naroči ali pa ti ne. Ja. Italijan začne. Kaj bi šlo za 5000? Kaj na mesto 500 bi lahko Nismo v Marakešu. Mislim, Dobro, Italijani so takšni. ja, Italijan. Sej tu jaz, ko grem v Trst kupiti za obled, sem ono, dej, kaj je... Res ne daš tako. Jo, valjda. Se cenkaš. Ja, itak. Veš, zakaj še, koliko se lahko Ti povej scenkaš? zadnjič, kaj sem popustil. Veš, kaj sem popustil v Trstu? Ti greš s tabo drugič. Veš, sem šel, jaz grem... Povej zadnjič, kaj si vse dobil. Zadnjič sem šel, mislim, da sem plačal vse skupaj 160 evrov, kupil sem 160 evrov, pazi, za. 3 lanene srajce, dvojne kopalke, dvojne japonke, še kaj? Ne, to je bilo to. To je bilo to, ampak firma to, srajce ena po Mislim, 70 evrov. hlače so bile Armani, mislim, ne, pač še ene kopalke so bile tudi ene, ki so bile 100 evrov, samo Ma čakaj, kakšne trgovine so to, da se cenkaš? normalne butiki v Veš, Trstu, oni vsaka butik, trgovina. Ja, vsaka trgovina v Trstu, valjda se ceni. Kaj ti greš tam, plačaš polno ceno? Vidiš, glupi smo. vem. Pa ne, se ne rečeš ono, da jim pozričeva kaj, tako je izrihto. Okay. Sem rekel, valjda boš dal za toliko. Ajde, no te pogledam malo To tako. ne prakticiram v Novi Italiji, ne, nikoli. Ti si perfektna stranka. Ti pravi, na srajco, 70 evrov, onda bo tako. 25 sem dobil eno srajco. Ja, laneno, Cigo. top shit quality. Ja. Kot cigo, Ja, valjda. Tam prije se z meni. Jebem ti. Treba se, ja, to prije pravno. Ja, ne, seveda prije prav. Pogajanja. Ne vem, jaz mislim vseeno, ko greš v Mercator, da bi jaz za Mercator, no, To je tam drugače. Na blagajni. Ne smeš iti v tiste, kjer so ljudje, niso lastniki ali pa imajo dovolj, nimajo, veš, če si lastnik, valjda lahko se pogajaš. Kot s tabo se lahko pogaja človek. Ja. Ne moreš se pogajati z onim, ki dela pri tebi na šalterju, ki ga itak ne briga. Kupi ali pejdi. Dobro, kolikor ima, če ima pooblastila, ok, ja. Ampak, Načeloma nimajo. ja, načeloma tudi nočejo imeti. Ja. Ja. Ja, to sem zdaj jaz na Grvaškem. Vprašam tipa, je rekel cash ali kartica. Sem rekel, kaj je cash popust? Je rekel, ajde cash. Ja. In mi ni dal popusta. Mi samo obrnil okoli. In tako, in še prišel, tako ne se in ne smejo. Hvala, Nati, cash. Pogledam račun, nič, minus, nič. Tako da, Najboljši si ti pogajalec. dobro sem se delal. Je pa res, da povsod ne, cash še vedno bolj pali. V vseh biznisih. To me je mama naučila od vedno, da kamorkoli greš tako biznis ena na ena z šefom, cash, bo popust ponovadi. Poskusi to v Skandinaviji. Ni keša. Ne? Ne obstaja. Ne obstaja. Kartice, vse. In biznis svet? Ni. Imaš kartice z manj Lahko obresti? mogoče vprašaš edino Bitcoin ali kartice. Ne vem, ni keša. Res? Ni keša. Je bila moja žena zdaj na Norveškem, ki nimajo evra. Sem jo vprašal, si zamenjala kaj v te njihove, ne vem, kakšne krone? Ne, se ne rabiš, ker ni keša nikjer. Sam s kartico. Dejansko to je pametno. Samo Ja, pip, ker pip, to ni, pip, ni, pip, Ja, ne ne, moreš ja. ni pranja, ne? Je vse čisto, vse gre preko TRR. To je preveč čisto. To ni za nas, Balkanci. Dej ne, za na konec povej ti ene, dve, ko je biti kaj tata? Tata. Mi smo bili tvoje podjetniško, dej kaj še na svet za biti tata in tako dej. Če ti rata ne narediti punce,
Zdaj, Lisa in Kaja boste po mojem, tata. Glej, Jaz bi imel eno punčko. Odsvetuješ? Mislim, odsvetujem, tako ti bom rekel, ne? Do ene starosti je It's okej. fun. Koliko če ne vozi tipe, Pa niso še tipi pridejo, ampak zdaj, ko se začne ona puberteta, ne? 3 menstruacije naenkrat. Meni sej, moja sodelovka ima pa fante, ne, pravi, da je isto, tako da se je lepo. Lepo. So uno obdobja, ne? Se nimaš druge, kaj se tle vadiš? Lahko se podločiš, jaz ne bom, ker nisem za to. Nisem za familijo in ni nič narobe. Ja. Tisti, ki niso za to, pač niso za to. In je... Ej, eno vprašanje zate. Kaj raje imaš otroka z ok, če si ful želiš otroka, ne? Raje imaš otroka z nekom, v katerega nisi zaljubljen in imaš otroka, ali ga sploh nimaš, če ne najdeš to prave osebe? Ga nimaš. Ker otrok bo trpel in ti boš trpel in tvoj partner Kaj bo pa še vedno, če narediš, you make it work, pač, si pač ok s to osebo, ampak nisi pač... Veš, vzameš ti to, Mislim, da bo otrok dobro s tvoje strani. Ja, ni veš... Mu ti daš vse, kar Ne, lahko. se ne kregaš s partnerjem, recimo, je vse ok, ampak ni pa plod ljubezni. To so oni zakoni, veš, ki so včasih bili, ki so jih sestavljali. In kaj to misliš? Mene zanima to bolj. Veš, da niso stvari narobe, ampak da samo si z nekom pač, da imaš otroka, veš, da si pač, you make it work somehow, ne, veš, pač si. Si ti že zamenjal kdaj kakšno službo? Sem. Zakaj si jo zamenjal? Zakaj nisi vstal v službi? Pa pač bil zraven, make it work. Ker nisem mogel več, nisem bil več srečen. To je to. Ja, samo To je isto. eni ljudje še vedno veš kaj mislim, so pač, ostanejo, ne? Veš, človek ima tudi, ti se z nekom, nimaš neko privlačnost, ne vem kaj, ampak ti imaš tudi neke fiziološke potrebe, ne? Ja. A to pol Ne, funkcionira. recimo, da ti je všeč ta Ni oseba, okej. da ti je lepa, recimo, da ti je lepa, je ful v redu, Samo veš, da ni pa ljubezni, une ljubezni, da rečeš s to osebo hočem biti. Ampak you just make it work, da for the sake of, da imaš otroke in Če ni ljubezni družino. med partnerji, ne moreš niti ljubezen dati otroku. Misliš, da ljubezen ne nastane sproti tudi, recimo? Veš, pol, ko že imaš otroka, kaj tako? Jaz sem tisto ni neka, tisto je ljubezen iz potrebe, iz... Ja, Ker je pač tvoj. Samo ja, ampak se mi zdi, da tudi ful takih mojih parov obstaja, pač imaš otroka. ogromno parov je. Ampak ogromno. jaz si to zdaj bilo vprašanje, ali imeti sploh otroka, če si ga ful želiš tako osebo, ali ga sploh ne. Ja, ampak čakaj, po moje, če ta oseba si tudi ful želi imeti otroka in ti tudi Ja, imaš recimo, otroka, ja. ta otrok bo dobil vse, kar rabi. Ja, ampak Samo vidva ti ne nista... boš bil srečen. Ja, in on tudi ne bo. Ampak samo Ne, otrok- boš srečen, ne boš pa... Otrok bo dobil vse, kar rabi. Samo otrok bo to čutil. Kaj je otrok rabi? Denar, ni vse. Ja, ljubezen od staršev, veš, oba dva ga hočeš tam imeti in ga bo imeli. Ja, in ko boste vsi trije skupaj, bo čutil, da je tam neka napetost vmes. in Ne, lahko, to... ne, ampak kaj pa če recimo ni te napetosti? Ja, potem je ljubezen. Ja, Misliš, Ja, če po si mojem rekel- pa ne. Zakaj ne? Ne vem, vidiš, kaj, ti si lahko z neko osebo, samo pač si. Ampak you don't care. Pač si. Zakaj biti Si z neko pol z njo? punco, ki pač veš, da je v redu, ne vem, kuha, pospravlja, je perfektna mati, je perfektna housewife, recimo, perfektno službo, ampak ti nisi zaljubljen v to osebo. Okay. In imaš z njo otroka in ste relativno ok, pač ste ok, se pogovarjaš. Nisi zaljubljen, Ampak si, in kako pa v intimi pol to funkcionira? pač se posekaš enkrat na mesec. Se pač ono lik, da se zadovoljijo potrebe. Ni passionate love, Ja, samo... je pač love. ono for the sake of being, ono pa si rečeš se zadovoljim s tašnim življenjem. Ampak ne vidim nobenega, zakaj bi hotel iti v tako zvezo. Zato, ker si želi imeti otroka, recimo. Pa ne najde nobene primerne osebe. Zakaj ne posvojiti otroka, pol? Kaj boš imel samo otroka? Ok, ne, to ni rešitev. Ne, to tudi jaz nisem. Če si sam, Ne, to je kar ena rešitev. Ampak pravim, ne vem, tako zanimivo vprašanje. Meni. Ne vem. Mislim pač ne, po mojem, ne se spuščati v to, če jaz nisem za to. No. pred otrokom si ti. Ne rabiš otroka še dati na ta svet, pred otrokom si ti. In če ti nisi srečen, če ti nisi zadovoljen, pedi ven. Nezadovoljen. Ti pravim, ni to to, Si kar ti zadovoljen, hočeš. si zadovoljen, Ja, ampak si če ni to srečen, ljubezni, ampak pol ni to zate. Pol najprej se ti porihtaj in pol me otroka. Najdi uno ta pravo Kaj ti bi zdaj osebo. imel rad otroka? Ne, samo me On ima eno punco, je ful grozna, vidiš, ful super, vse samo ni zaljubljeno in zdaj ima otroka na poti in zdaj ga to skrbi. Ne. Ampak samo me pa zanima tako. Sem malo razmišljal. Jaz mislim, da najprej mora
par funkcionirati, če hoče biti med družino. Če ne, to družina zame ne funkcionira. Biti skupaj iz potrebe, jih poznam preveč, ti ne moreš tako biti skupaj 50 let. Ne Ja, pa so, eni so. Pa po 20 letih rečeš čau. Ok, ti zdaj uljudno, ki si star, kaj za ti ljubezen? Starejši. Zdaj, Ki si starejši, no, pardon. no, to sem zdaj hotel, da je dobro, če ne, bi v minus. Kaj je ljubezen? Lej, ljubezen je prvo kot prvo sprejemanje partnerja tak, kot je, ne da zahtevaš, da se ne vem koliko, malo se mora vsak spremeniti in se prilagoditi. Ne? Ampak ne moreš zdaj zahtevati za to, da bo neka ljubezen, zdaj pa, ne vem, ti zdaj ne boš smel, ne vem, v nedeljah hoditi na kolo ali pa iti boksati, zato ker jaz bi rada s tabo bila. Okay. To ti fulkrat vpraša, ne? To ti fulkrat pač vpraša, je to kompromis, je to, da imaš nekoga rad, da se temu, kar imaš ti rad odrečeš, ali je to od njega preveč, da vpraša zate, da se ti odrečeš stvari, ki jo imaš rad? Se moraš samo odločiti. Prilagodiš se. Zdaj, da nekdo od tebe zahteva, te spoznal je vedel, kakšen si. In če zdaj zahteva, da ti nehaš boksati, ne, ti lahko reče, da ne hodi 3 na teden, 5 2krat, ok, to je že nek kompromis. Strinjam. Okay, to je prva stvar, recimo. Okay. To je sprejemati tako, kot si. Okay, sprejemanje, spoštovanje. Spoštovanje. Spoštovanje to pomeni, da od tega, da se v javnosti ne naročuješ s partnerja, ne, ali veš, bom po noči smrči, pa veš kaj, da... To sem poznal dosti ljudi, ki delajo to... Ampak ko to non-stop počneš, ne vem, meni to ni. Devaljuacija nekako. Lahko se malo pohecaš, ne, ona pa malo kakšenkrat spusti po noči, tako malo se pohecaš, da to non-stop govoriš o temu in to ni okej. In jaz mislim, da so to glavna dva, da lahko potem funkcioniraš več let. Spoštovanje in sprejemanje tazga, kot je. Je pa problem, da ko so pa otroci, ko otroci rastejo, te silijo v spremembe. In če hočeš, nočeš, se morata oba spreminjati. In tukaj pa pol... Tipo? Tipo. Veš, ti hodiš v službo, ne, in ne vem, popoldan jedeš malo v fitness, pa kakšenkrat gre kdo neki teč, pa malo, ne. Pol pa se zgodi, da popoldan imajo otroci popoldanske aktivnosti. Jaz grem na plavanje, kdo bo peljal, gremo peljijo ti, pa potem treba iti na govorilne, pa roditeljski, pa... Ti se moraš spremeniti ne zaradi otroka, ne zaradi partnerja, zaradi otroka. In potem nimaš neke svoje dejavnosti več, pa postane problem, ker si pol lahko tudi živčen zaradi tega in pol se spraviš na partnerja. Zakaj ti ne prevzameš del, bla, bla, bla. To so pol tista prilagajanja in dogovarjanja sproti. Ker če dovoliš, ne vem, jaz delam vsak dan do 6 in jaz ne bom hodil domov. Jaz recimo, ko sem v prejšnji firmi delal, sem hodil domov ob 6. Ampak jaz sem videl, da to lahko samo ruši zakon. In sem se odločil, domov bom hodil ob 3, žena prihaja recimo ob 4, skuham kosilo, 4 jemo in potem grem popoldne še kaj narediti, lahko doma ali pa, ampak... vidiš. Mislim, je potrebno prilagoditi svoj vsak dan... Če hočeš biti s to osebo. Ne samo s to osebo, s celo družino. Ja, ok. Ni to samo ena oseba, ne? To so zdaj taka kompleksna... Torej, najti nekoga, za katerega si pripravljen tako si spremeniti. Ja. Ker če ni ljubezni, tako kot si rekel ti, da si samo zaradi potrebe skupaj, bi te jaz rad videl, ko ti moraš začeti voziti otroka, ne? Okay. Ne delaš nekaj zaradi partnerja, ki je potreben zaradi otroka. Lepo si malo starih modrosti dal na nas, mlade. S tem stare modrosti zaključujemo tale del, pa gremo na vprašanja. Pred vsakim podcastom damo na naš Instagram vprašanja, da nas kaj vprašajo. Tako da zdaj smo dali zdaj smo dali to, da nas vprašajo in so dali oni enih par vprašanj. Prvo vprašanje, Melanie.berg, blondinke ali rjavolaske? Rjavolaske. Vedno. Lahko so plavolaske. Plavolaske so lepe, rjavolaske so 10. Važno, da imajo glavo in lase gor. Softič _ Ana. Zakaj Jure in Alja še vedno niso skupaj?
To nas vse zanima. To vprašaj Aljo. Tako je. Underscore Spela Gustinčič, underscore, zakaj Alja in Jure niste skupaj? To vprašaj Aljo. Sasa del kot, zakaj nista Jure in Alja par Ja. lepa bila skupaj? Se ne zajebavam. Fuck. Pač vidva bi bila lepa skupaj. To je ta. Alja una bionda, lej, Una una s bionda, klobukom. Čekaj, dejansko 4 vprašanja. Ne? Lej! Vas zanima, skaj ste skupaj? Vi ste lepi par. V glavnem, Mana Mačič Kotni, katero sadje bi si dali urit? Jure? Kaj, banano ali kaj? San, valjda reči neko borovnico. Če ti rata jabolko, ne vem, no. What the fuck? Borovnico Če daš- češnjo, ki so majhne, zakaj bi banano dal urit? Član. Mislim, ajde te ne džadžam, če ti to paše, ne, pač v svojem domu počni, kar počneš. Sas. Dobro, Zakaj bi si sploh dodajal sa? Kjero sadje bi si ti dal? pa ti pravim neko borovnico ali neki mikeno. Kaj to misliš, da je manj gej? Ma ne bom zdaj banano si dajo Čak- urit. Zakaj bi ti sploh Pa dajal to je veš borovnico? vprašanje, Imamo veš. borovnico, mislim, kam imaš od tega daš borovnico? Mislim, halo. Vidiš? Pa nočem me, da me neki trpa urit. Pa sto, če si moram neki dati, pištola na glavu, da si sadi urit, dobro, ajde borovnico, dam pop, pop, notri, niti ne čutim, to je to. Ja, on zdaj banano si turu not. In tam, in alaš. Mislim, banano se uporablja v take namene. Dobro, da reči ananas jebote. Ne, to ne, pač. Veš, ko gre ven tisto. Ok, ja, kaj pa ti? Kaj? Jagoda, malina ali Banane, melona? Banana. Maksimalno do banane, ne. Kumarce ne bom, ki... Ja, veš, to je pri večjih stvareh. Kaj raje. hrapava. Pa kaj imaš vi s temi takoj mrcinami od sadja? Nima dobro. Si Kaj, moraš če dati že eno- daš za prav. Mislim, sadje, zdaj jaz... Mislim... Skaj bi dal limono? Da malo zapeče. Ja, da gremo mi Ne naprej. drugo, ja. Mija Pika Velkova, kaj najbolj pogrešate od otroštva? Ti si star, to je že, Nehajmo govoriti ljudem, da so stari. Ti si star, vsi ste stari. Kako je bila že cena majčk, smo rekli? Jo, ti mladostnik, moj Kaj najstniški. jaz pogrešam od mladosti? Pa jaz po moje najbolj to brezskrbnost. Ker bolj kot neke materialne dobrine, ki načeloma imamo vse, kar rabimo, ne? Mislim, po moje to, da ok, ja, mi smo, ko smo bili otroci, smo največji problem bil, zdaj jutri imam pa test, tistega ali pa vprašan. Ampak jaz vedno rečem otrokom, ne? Vi še niti ne veste, kakšne skrbi boste imeli pol. Ja, se mi zdi, da to ne dojemaš tako, ne? Ne dojamem. Ja, to ne največje moreš Ne dojeti. moreš. Zdaj, ko pomisliš nazaj, ko rečeš pismo, Ki lahko s čem primerjaš, ne? je bilo poletje, 2 meseca sem gledal v zrak in videl uno brisačo in plažo in to je to. Jaz brezskrbnost, no. Ti? Meni je v Flodor, ko sem spal pri noni. Ja, meni je bil feeling, ko si šel prespat k noni. drugi noni sem. Ko si šel prespat k noni. Jaz nisem hotel domov, ker vsako jutro tipo, sem gledal risanke v posteli in pol sem jedel tipo, z njo zajtrk, tipo, vedno več njene marmelade in to je bilo vedno full vibe. Meni je bil najboljši občutek, ko sem šel k noni za en dan, 2 dni lih tako prespat, ampak to je bil meni najdaljši dopust ever. Ja, To lepo, je lepo. bil en tak poseben Pri feeling. nonah je lepo, ja. Ja, se tudi jaz, sicer sem jaz samo eno nono, druga nisem poznal. Tako da ja, tudi nona, ja, to so taki. So none, ne? Je, ne? So none. It's not K4, 5, 6, 5 vprašala. Se lahko strinjamo, da so šagre boljše kot veselica, na obali je najboljše žurat. Lahko se strinjamo, da so in šagre in veselice velik L. Ga kaj šagraš? Ne, Ne? ne. Si bil kdaj za šagre? sploh ne Veselice vem. in to? Nikoli nisem bil neki fan. Se strinjam, brez veze. Tako za... Za hengat greš. Ma če meni, ni da greš, da greš. Žurke uno, da mi tam, ma vozi se stari. Ker se mi zdi vsaka ista. Vse je isto in, Ja, se je, vedno so modrijani Saj, in konec koncev, to veš, in tudi, to. ko smo to. Kingstoni. Ker Ja, mi smo imeli Mambo diskoteke Kings. še, ne? Ko sem Ja, jaz bil. pri vas je Mi bilo stari jako smo to. imeli Uno je, diskoteke. to je žurka, ne uno, da mi tam, pijan sem bil na travniku, Veži stari. In vsi oni, to najjače. Pip, traktor spredaj. No, v glavnem, ja, šagre so boljše kot veselica. Čakaj, kakšna je razlika med čakanjem veselic? Ni, Tipo samo da šagra je na imajo obali. traktorje, ne imajo pa Veš, plažo. tako Ena ima nosijo. traktorje na Uno je- kalamare. Ja, eni imajo Ok. cviček, eni kalamare. Ja. dobro, ja, dobro. V pika Amimute, kje so najboljši kalamari na obali?
Shout out Folpo na Pomolu. Folpo, jaz se strinjam. Ja, Folpo ali pa pizzerija 33 ima ful dobre kalamare. ja ima Folpo. Folpo ima, ko priješ na kosilo, ko je sveže, Ja. ko ni ono masno, lej, ja. Ok, dobro. Torej Folpo. Slipknot's favorite music artist. Kaj? Najljubši music artist. Rufus du Sol. Ti? Jaz bolj kot artist imam... Kaj največ poslušaš? Jaz sem bolj za pop, bolj ono. Nisem za ekstreme. Kaj ti po Miley Cyrus, Taylor Swift? Pa ja. Muzika kaj za takega. ozadje. Zdaj recimo, je poletje ful moderno ono, ko imaš te italijanske, kako je že? Maneskins, ne, to je rock. Ne, Maneskin. Italijanski, kaj te stari? Ja, te- Eros Ramazzotti. Zimajo te ponovadi te poletne. Sara perché ti amo, to. Ne, no, to si že, čakaj zdaj, to so leta moje mame, ne moja. Halo. Ja, no, ma to je klasika Sara perché Ma ti ni, amo, ma to je ne, banger ma ne poletni. klasiko. Jaz imam rad te, veš, poletne hite, italijanske. Okay. To mi je uno. Okay. Ok. Skrlji zala, kakšno je vajno sansko življenje? Pero, Sanjsko življenje. nič hčer, kot smo Jaz bom ugotovili. rekel- Ma ne, hčirke. Dokler razmisli svoboda časa in svoboda prostora in lepo še 911 in družina. To je taka globoka bila. Sisa 1911 ni bila globoka? Ne, jaz nisem tako globok, ampak sem globok, ampak imam tudi fizične potrebe. Ma ja, dobro, vse tle načeloma se Ne bom se lagal. predvsej se strinjam s tabo, zato ker neko dobro imetje tudi pomaga, Ja, da valjda. nimaš nekih skrbi. Čeprav polko pogledaš vse one bogataše, ki delajo samomore, ne? Ma ne rabi biti tako. No, sej, Ja, tisto ja, vmes, ne? ja. Tisto. Malo, da je nekaj, da lahko greš na dopust, da ne Lepo, da imaš kabri od enega GTS-a, preš trekico in greš lepo zvečer na pijačko. Kaj? Ok, ja. Ja, kaj? No, Ma družina je dal, si slišal? Ja, ampak za dva, ne? Da greš lahko z ljubico. Ja. Da je žena z otroci. ne, ne, ampak se strinjam. Jaz bi ful imel eno hišo v plaži, familijo in toliko denarja, da lahko vsak dan ustvarjam, kar sladoled. hočem delati. To je to, da imaš Ja, kaj jem čez boljšega. da lahko Da jem ne rabiš sladoled. skrbeti familijo in plaža. Da lahko Drugo jaz ne naredim rabiš. vsak dan. In sladoled tudi, tako je. Ronja _ Kompmajer, kak je kaj life? V redu. Pa kera žival bi bili, če bi lahko bili? Opica. Delfin. Ker lahko, Jaz bi po moje letel. opica. Zato, ker Ker si lahko dam banano urit. opice si dajo banane. Kakšne dokumentarce gledaš ti? No, kaj bi bil ti, kaj po zraku? Jaz bi po zraku. Kaj? Kakšen ptič, Te zato da ptiči bi lahko niso letel, brihtni. gor je tišina. Niso bili brihtni ptiči. Vse ti noben te ne vpraša, če moraš biti brihtni. Srake so brihtne. Ja, mislim, koliko bi hodil, da bi bil golob si ono. Ne golob, ne. Galeb, ajde, galeb bi še bila. Ja, ješ oni šit tam. Pa vsaj ga imaš. Neli Pika Žemnič, najljubša otroška risanka. Meni... Otroška. Ma furi bilo dobrih, meni najbolj stane Tom in Jerry v spominu. Pol, Meni so bili najbolj čarobni kaj uniji, je bil oni- Simsala Grim. Zmajček, kaj je bil ni zmajček, ta baluga? To se spomnim. Tam je bilo Ste tudi videli, ful da ste dobro. mladi. Ej. Ti? Ta baluga. Ma kje, smo take po moje, ki niti ne veš, da so bile. Kaj je bilo? Jaz sem imel obdobje uno, veš, japonskih risank na italijanski televiziji. Kako vsi naši starši tle. Halo, lej, to je bilo uno, Mazinga Zeta, Goldrake, Sanpei, Lupena si gledal? tudi Lupena, ja, to tudi. Nea Bajec rekla Barbie film, full cool film, si gledati Barbie. Barbie je bil dober film. Da ne, bajt. Ena tam, ena s kmetov. Na. Majat _ 20. Ste kdaj razmišljali, da bi podcast snemali mogoče celo življenje? Nismo zmišljali, ni druge. To je naš dob. Kaj, ko jaz umrem, ki sem starejši od tebe? Ja, Kako boš snemal naprej? Ne umret. Vsi smo rekli, naši otroci. Kaj nisi rekel, lik sem hotel reči, da Ja, boš ne imel smo otroke. rekli. In kaj, če jaz ne bom imel otroka, veš, ga moram narediti samo zaradi tega, to sem spraševal. Zdaj nam je ja. Pol ga naredi. Ali pa bo moj brat prevzel. Ampak veš, jaz nimam brata. Pol bi mogel jaz dati mojega brata, jaz nimam brata. Je ti štiri otroka? Ja, ne moram imeti otroka in brata. Dej naredi enega otroka, ga bomo dali tle. Ne, ja. Se bo že...
se bojo tle zaklepetali in čau. V glavnem, Majat 20 je rekla, Jure, vsi te imamo radi. Hvala, enako. Še zadnje vprašanje, Vitan_Lazar, kateri je vaš najljubši šport? Boks. Za igrati je meni odbojka, zato ki je ekipni šport tako full funny, izbaven poleti. Meni je pa kolesarstvo. Ti kolesariš? To, da lahko greš folku na kurac, ne? Kaj kolesariš po cesti? Zakaj? Kolesariš po cesti? Ja, Hvala na svidanje. Sem kolesaril, ne več. Okay, hvala. Govorimo o športu, ne o rekreativnem. Ok, in kje športniki športa je kolesarjenje? Po cestah? Ne, se hecam se. Čakaj, kaj, imaš kaj proti kolesarju? Ja. Zakaj? Sorry, ko pride maj, toplo vreme, ki si ti naguzi 20 kolesarjem, en za drugim in jih ne moreš prehiteti, ki je majhna oska cesta. Hočeš biti previden in hočeš biti previden, da ne bi koga kaj naredil. In pol oni tam vozijo. Očitno imaš neko slabo izkušnjo, ne bom poglabljal. Te kolesari. Ne, meni je kolesarstvo ful dobro za gledati. Tudi dobra rekreacija. Meni je lepo kolesariti, je lepo iti na kolo ob morju po kolesarski cesti, tako bom rekel. Ja, jaz sem rad, zdaj ne več, ko sem kolesaril, sem rad šel vedno sam, zato ker sem bil 2 uri sam, prazno glavo in sem se čistil. Prazno glavo zasedel cesto. Ne, no. Nisem vozil po prometnih cestah, no, ker če ne ni... Ma ne, veš kaj najhujše? Tam, ko gre v Strunjan, po uni cesti, spodaj imaš lepo kolesarsko ravno, ti čez hrib gor, čez hrib dol in tam delaš. To se pa strinjam, ja. Samo to je. Ma ki naša obala je dobra s kolesarskami, imamo take poti. To se pa strinjam. Pejte tam lepo, tam po potkah, vidite naravo, ne sredi, v glavnem to je to. Pero, Skejk, praši še nas? Ja. Praši. Dej, povejte mi, kako ste prišli do tega, da mene povabite? Mislim, navaden smrtnik, nimam YouTubea, nisem influencer. Mi stojimo za tem, da povabimo na ta stolček zanimive ljudi. Ti si zanimiv, kot smo izvedli tem podcastu uspešen, z obale podpiramo zelo, da smo z obale lokalno. Tako. Ti pravim tak, koško me, zabaven, sproščen. Ja, hvala, mislim. Smo te zavajbali, plus vemo, kot smo videli, da si nam je okej zapovedati, kaj dobrega. Me laskate z takimi... Ja, nema. Hvala. Je res? Hvala tebi, za to si te odziv. Ti pravim, sodelujemo s tabo, prvič, ker imaš dobro in ker si nam cool. Mislim, to povem, ne? To z vami delam, pa ne samo zato zaradi biznisa. Zato, ker tudi jaz sem začutil tako... Tak pozitiven odnos, dobro vibe. Pa v biznisu je to najlepše, ko si res tako, ko si lahko kolega tudi z nekom. Ja, da ni samo v biznisu. Čeprav sem stari in mladi, ne? Jaz se ne mislim, da si toliko star, ne? No, mislim, se je malo. Koliko si? 49. Obem niti 50 član, dej ni to nič, to je... Čakaj, mi bomo povedali na 50, ko upam. Ko imaš enkrat 50, greš že proti 60, ne? Tako da... Ja. To je malo tako bet, ampak okej. Jure, ti si star. Jaz sem hotel še nekaj reči. Jure, 32, veš? Jaz sem hotel še nekaj reči, da še en shout-out Barberijanu. Kje si Barberijan? Najboljši barber na obali, tako da vsi ga pejte čeknit. Res dobro striže, nas striže on. Tako da... Jemo El Toro tu, majice pa, kje nabavljamo pri... Eureka ADV. Se vidimo, like, share, subscribe. Majice prednaročila v linku v opisu. Mogoče. Čau. Čau, mama.